Čem bo letos postregel Špas Fest in kaj so prireditve, ki jih Mariborčani ne smemo zamuditi? Ja, vsi odri so v bistvu v okviru Špas festivala nekaj zanimivega, nekaj lepega, tako za mlade, starejše, srednjo generacijo. Težko bi izpostavila kateri oder, ampak najbolj verjetno bo privlačil stand-up oder, pa seveda vsi ostali odri, ki so v centru mesta in pa niso plačljivi, razen stand-up oder, ki je na mariborskih arkadah. Letos smo dali kar poudarek na otroške delavnice, ki so kar na 3 mestih. Novost so koncerti na Židovskem trgu v organizaciji Mladinskega kulturnega centra in pa en nov oder v okviru Hiše Zahir. Kaj pa je vrhunec Špas Festa? Vrhunec Špas Festa je prav gotovo v soboto Zijah Sokolovič na arkadah Mariborskega gradu. Gospod župan, ste mogoče kdaj pomislili, da bi se ukvarjali z kakšnim plesom, naprimer orientalskim plesom, kot ga vidimo tukaj? Glede na to, da sem moški, o tem nisem razmišljal, ker to je ples že ženske. In danes imamo Špas Fest, na nek način se Maribor vrača v tisti srednji vek in lahko dobimo malo občutka, kako je bilo življenje v starih, davnih časih mesta Maribor. Začetek, kakšna je povezava med starim Mariborom in orientalskimi plesi? Med starim Mariborom in orientalskimi plesi je povezava samo z našim plesnim studijem.